Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. 27. januar je dan, ko se spominjamo Mednarodnega dneva spomina na žrtve holokausta. In zato smo prišli sem v muzej holokausta v Jeruzalemu, da povemo zgodbo o Suza Dantasu. Brazilski junak, ki je rešil stotine življenj in pri tem tvegal svoje lastno, a ga je njegov lastni narod pozabil. Ostanite z nami do konca videa, da si ogledate najbolj ganljiv in najpomembnejši del tega muzeja. Torej, če ste pripravljeni, začnimo. Holokaust je bil eno najstrašnejših obdobij v zgodovini človeštva. Med drugo svetovno vojno so nacisti preganjali in iztrebljali Jude, pa tudi druge manjšine, kot so Romi, invalidi, Jehovove priče in druge. In povzročili smrt 6 milijonov Judov, ki so umrli od lakote, mraza, mučeni v koncentracijskih in uničevalnih taboriščih, s prisilnim delom in v plinskih komorah. Judi niso bili obravnavani kot človeška bitja. Toda v najhujših trenutkih človeštva, ko so Jude vozili s temi vlaki v iztrebljenje, so se našli ljudje, ki so se borili za to, kar je prav. In naredili so vse, da bi rešili človeška življenja. In tukaj v Jeruzalemu prejmejo zasluženo priznanje. Smo v vrtu pravičnih med narodi in lahko vidite, da je ob vznožju vsakega drevesa napisano ime in država izvora. To so nejevreji, ki so tvegali svoje lastna življenja, da bi med holokaustom rešili Jude. In to brez kakršnekoli koristi zase. In je več kot 27,000 pravičnih. Zato tukaj rastejo drevesa in tvorijo velik gozd. In med temi pravičnimi so tudi Brazilci in Portugalci. Spoznajmo jih zdaj. In tukaj med vsemi temi imeni najdemo 4 Portugalce. Joaquim Carreira, Aristides Sousa Mendes, José Brito Mendes, Sampaio Garrido Carlos in 2 Brazilca. Luís Martins de Souza Dantas in Aracide Carvalho Guimarães Rosa. In Luís Martins de Souza Dantas ima eno najbolj impresivnih zgodb tega kraja. Zdaj pa si poglejmo, kako je tvegal svoje življenje in kariero, da bi rešil Jude med holokaustom. Souza Dantas se je rodil 17. februarja 1876 v Riu de Janeiro in že zgodaj vstopil v brazilsko diplomatsko službo. In leta 1922 je bil poslan kot brazilski veleposlanik v Francijo. To je bil zelo prestižen položaj in imel je odlično življenje v Parizu. Toda pa ga leta 1933 začne skrbeti, ko Hitler pride na oblast v Nemčiji in začne sprejemati rasne zakone, ter se začnejo preganjanja in začne opažati trpljenje teh Judov in teh manjšin. Toda ni mogel niti predstavljati si, da bodo le nekaj let kasneje, leta 1940, nacisti napadli Francijo in zavzeli Pariz. Francija bo razdeljena, sever bo pod nadzorom nacistov, jug bo postal svobodna francoska cona.
nova prestolnica pa bo Vichy. In potem morata Souza Dantas in celotno veleposlaništvo pobegniti iz Pariza v Vichy. In na tej poti bo sprejel odločitev, ki mu bo spremenila življenje. Odloči se boriti za človeško življenje in za to, kar je pravično. Na poti Souza Dantas sreča desetine ljudi, ki so obupno potrebovali vize, ker so lahko v tistem času Judje pobegnili in se rešili iz nacistične Evrope, le če so imeli vstopni vizum v drugo državo. In v tistem času večina držav na svetu je zaprla svoje meje za judovsko priseljevanje. Viza je bila dobesedno vprašanje življenja ali smrti za te ljudi. Torej, zakaj Souza Dantas preprosto ne izda viz vsem tem ljudem za odhod v Brazilijo? Ker predsednik Getúlio Vargas prepove judovsko priseljevanje v Brazilijo. Že leta 1937 je Judom prepovedan vstop v Brazilijo. Tajni dokumenti iz tistega časa nam to dokazujejo. Vizum v potnem listu je zavrnjen vsaki osebi, za katero je znano, po lastni izjavi ali na kakršenkoli drug zanesljiv način, da je semitskega etničnega porekla. Toda Souza Dantas se odloči prezreti ukaze predsednika in še naprej izdajati vize. Toda to je bila težja naloga, kot se zdi. Ker mnogi niso imeli niti potnega lista, veliko jih je prišlo kot begunci in so izgubili vse, tudi vse svoje dokumente. In drugi so prihajali s potnim listom z rdečo črko J. To je bila oznaka, ki so jo nacisti dali v vse potne liste Judov. In Dantas je to počel zastonj. Celo konzularnih taks ni zaračunaval. Toda pa po določenem času Getúlio Vargas izve, kaj počne Souza Dantas in ukaže, naj ga ustavijo. Souza Dantasu je prepovedano izdajati kakršnekoli vize. Ampak mislite, da bi Souza Dantas odnehal? Seveda ne. Odločen je bil, da bo reševal človeška življenja Judov in drugih ljudi, ki jih je preganjal nacizem. In zato je še naprej izdajal vize. Toda je kot datum izdaje navedel datum pred prepovedjo Getúlia Vargasa. In pošilja pisma Osvaldu Aranji in brazilski vladi, ter poskuša spremeniti njihovo stališče. Spomnim se, da sem bil, ker ni bilo konzula, takoj prisiljena prevzeti konzularne dolžnosti, da bi dobesedno reševala človeška življenja. Pred največjo katastrofo, ki jo je človeštvo doživelo do danes. S plemenitim srcem vseh Brazilcev. Naredila sem to, kar bi storil tudi najbolj hladen človek. Ko te vodijo najbolj osnovna čustva krščanskega usmiljenja. To je počel zaradi krščanskega usmiljenja, ki ga je imel v srcu. In tudi, če bi bila vlada proti, je poznal radodušna duša brazilskega naroda. Souza Dantas se je boril proti brazilski vladi. Toda pa bo postala še bolj nevarna 10. novembra 1942. Ko nacisti zasedejo preostanek Francije in tudi Vichy, v tistem času je Brazilija že napovedala vojno in prekinila diplomatske odnose z nacistično Nemčijo. In zato je bil Souza Dantas zdaj brazilski diplomat na sovražnem ozemlju. In še večji sovražnik, ker je poskušal reševati Jude. In zato je prva stvar, ki jo je ukazal, da se zažgejo vsi dokumenti na veleposlaništvu.
da bi poskušal skriti, kaj počne. Toda tudi zato, da nacisti ne bi odkrili, kdo je prejel vizum, da ne bi poskušali teh ljudi dobiti nazaj. In 27. novembra Gestapo, ki je bila nacistična tajna policija, vdre v brazilsko veleposlaništvo v Višiju. In nacisti, ko vidijo, da je veleposlaništvo zažgalo dokumente, vedo, da je Sousa Dantas naredil nekaj nezakonitega v očeh nacistov. In zato aretirajo Sousa Dantasa in celotno diplomatsko osebje ter jih pošljejo v Bad Godesberg v Nemčiji. In 14 mesecev bodo vojni ujetniki. Dokler končno Brazilija in Nemčija ne opravita izmenjave ujetnikov, pri čemer posreduje Portugalska. In Sousa Dantas se vrne v Brazilijo. In brazilski tisk ter brazilsko ljudstvo, ko izvejo, da se Sousa Dantas vrača, pripravijo parado v odprtem avtomobilu. Sprejem junaka, ki si ga je zaslužil. Toda že Túlio Vargas, ko to izve, ukaže vsem medijem, naj o tem ne govorijo ničesar in odpove vsa praznovanja. In dobesedno bo izbrisal Sousa Dantasa strani brazilske zgodovine. Leta 1945 mu uspe voditi brazilsko delegacijo pri OZN. Ampak to bo njegova zadnja javna vloga. In nekaj let kasneje, 14. aprila 1954, bo Sousa Dantas umrl sam. Reven in pozabljen v sobi preprostega hotela v Parizu. Njegovo telo bodo nato pripeljali v Rio de Janeiro in ga pokopali na pokopališču Caju. Ni imel otrok. In zaradi svoje ponižnosti ni pustil zapisane svoje zgodbe o junaštvu. In popolnoma pade v pozabo. Kako je mogoče, da ne poznamo zgodbe tega junaka? Sousa Dantas je rešil več kot 800 življenj. Od teh jih je 425 bilo Judov. In čeprav ni imel potomcev, teh 800 ljudi je njegova zapuščina. Prinesel je svetlobo v svet v času teme. V istem obdobju, ko brazilska vlada zavrne vizum več kot 18.000 Judom. Mnogi izmed njih bi pozneje umrli v holokaustu. Od njegove smrti je Sousa Dantas pozabljen. Dokler leta 2002 zgodovinar Fabio Koifman ni znova odkril tega junaka. In nato tudi država Izrael odkrije zgodbo o našem brazilskem junaku. In nato posebna komisija, ki jo vodi sodnik Vrhovnega sodišča Izraela, podeli častni naslov Sousa Dantasu, naziv Pravičnik med narodi. In njegov spomin je bil ovekovečen tukaj, v Muzeju holokausta leta 2003. In zdaj bomo vstopili v najbolj ganljiv spominski del Muzeja holokausta. Spominski prostor otrok. Od 6 milijonov Judov ubitih v holokaustu je bilo 1,5 milijona otrok. In na ta mednarodni dan spomina na žrtve holokausta želim, da se še posebej spomnimo njih. V judovstvu imamo rek, ki pravi, da tisti, ki reši eno življenje, kot bi rešil ves svet. Sousa Dantas je rešil 800 svetov. Spominski center, v katerega zdaj vstopamo, ima svečo in niz ogledal. In lahko vidimo, koliko svetlobe je mogoče ustvariti iz ene same sveče. In tako si lahko predstavljamo,
koliko svetlobe bi lahko bilo prinesene na svet, če bi vsaka od teh otrok preživela. In tukaj v ozadju lahko slišimo njihova imena in njihovo starost, ko so bile umorjene. Yehuda Levin, 1 year old. Fima Zlotnikov, 6 years old. In zdaj vas prosim, da všečkate ta video in ga delite. Da ohranimo spomin na Soza Dantasa živ, na druge pravičnike med narodi in na 6 milijonov žrtev holokausta za prihodnje generacije. Najlepša hvala in nasvidenje do naslednjič.